Živijo in dobrodošli v 9. oddaji Animogo Tabletop. Ja, še ena oddaja je potem pred nami in končali smo s prvo sezono. Ja, čas hitro teče. Skratka, da ne bom sedaj za samim uvodom predolg, najbolje, da kar pridem k bistvu. In sicer je to, katero igro vam danes predstavljamo. Seveda, vam prejšnji oddaji niso povedali, kaj pripravljamo za vas ta teden. Še sami nismo bili prepričani, kaj bi vam pripravili. Odločili smo se za eno preprosto igro, tudi lepo igro, zanimivo igro, v kateri dejansko morate ustvariti čim lepši ognjemet. Govorimo o igri Hanabi. Kot vidite, je ta igra prejela kritično nagrado za igro leta 2013. Tako da je zelo zanimiva igra, lepa igra dejansko, kjer vi kot igralci sodelujete, da ustvarite čim lepši ognjemet. Zanimivo je predvsem zato, ker se igra nekoliko drugače od ostalih iger. Je pa namenjena za 2 do 5 igralcev, traja pa nekje tam do 30 minut. Skratka, zelo lepa igra in ne morem nič kaj drugega reči, kot potrebno je tudi veliko taktiziranja, da lahko pridete skozi celotno igro. Saj nas čaka na poti številne pasti, v katere se lahko jamete in vam ustvarjeno ognjemeta dejansko lahko celo spodleti. Skratka, v nadaljevanju torej, kot vedno, najprej kratka predstavitev igre, kaj vse seboj igra, kakšna je postavitev, na kaj je treba biti pozoren. Potem pa seveda še, kot vedno, en gameplay, kjer boste videli, kako igra poteka v praksi. In to je to v bistvu potem, kar se tiče naše oddaje. Torej, v standardnem formatu bomo torej danes predstavili igro, kjer pač morate ustvariti najlepši ognjemet. Tako da nikamor ne hodite in ostanite z nami in se vidimo čez nekaj trenutkov. Tako, dobrodošli nazaj. Zdaj pa si bomo pogledali, kako igra Hanabi sploh poteka, oziroma kaj so sploh njeni sestavni deli. Ker je torej to igra, ko ustvarjate različne ognjemete, seveda igrate z kartami. Tako da v paketu so na voljo te karte. Seveda imamo različne barve, in sicer bele, rumene, zelene, modre, rdeče in pa tele barvne. Vsaka barva ognjemeta sestoji iz različnih kart, in sicer imamo 3 enke, od 2, 3 in 4 so vse po 2, 5 je pa samo 1. In to velja za vse barve, od bele do te pisane, oziroma mavrične barve. Potem imamo tele zvitke, ki jih vidite tukaj, torej markerje z zvitki. Teh je 9 komadov, dobite v igri, ampak skozi igro se potem uporabljajo samo z številko 8, torej eden gre vedno stran. Potem pa so še tukaj markerji strele in na drugi strani čistega neba, torej jasnega neba. Ti pa so 3. Vse to je seveda pomembno za celotno igro, ampak ko si bomo sedaj pogledali v nadaljevanju pač začetno postavitev, boste ugotovili, da so te barve za dodatno opcijo in zato se v osnovni igri te mavrične barve, torej ta mavrična paleta ognjemeta, ne uporablja. Tako da to zadevo damo v stran, tako da v bistvu in pa tale en marker damo v stran in v bistvu je to, kar uporabljate za osnovno igro, brez vsakršnih variacij.
Sedaj smo karte premešali, tukaj imamo sedaj naš kupček s kartami, 8 markerjev za namige in pa seveda 3 markerji z jasnim nebom in na drugi strani z strelami. Preden sploh z igro začnemo, je treba vedeti, koliko igralcev igro igra. Igra je namenjena za 2 do 5 igralcev, tako da če igrata 2 ali 3 igralci, dobi vsak igralec v roko 5 kart, če pa igrajo 4 ali 5 igralcev, pa vsak igralec prejme v roko zgolj 4 karte. In recimo, da bomo sedaj pokazali primer na 2 igralca. Tako da vsak igralec dejansko prejme v roko 3, 4, 5 kart. Najpomembneje je sedaj to, da teh kart seveda igralec ne sme videti. Tisti, ki jih drži v roki, torej ne sme videti lastnih kart. Tako da vedno v njih gleda s hrbtne strani, torej tako. Da vsi ostali vidijo, kaj ima v roki. Zakaj je to pomembno? V bistvu je Hanabi kooperativna igra, kjer skupaj z ostalimi igralci ustvarjate čim lepši ognjemet. In to je pomembno zato, ker pač boste videli, da v nadaljevanju bo treba početi marsikatero stvar, da boste lahko odlagali določene karte na skupni ognjemet, na skupno polje za ognjemet. Torej, sedaj bom jaz te karte dal dol, takole. 3, 5, 1, 2, 1. Tako, to imam jaz barve. Potem pa še bi drugi igralec seveda povlekel 5 kart in jih zopet isto gledal v hrbtno stran in jih dal doli, sem, takole. No, ko je določen igralec na vrsti, pa ima seveda na voljo eno izmed 3 potez. Prva poteza je vsekakor to, da se odloči, da bo soigralcu dal en namig. No, če se odloči, da bo soigralcu dal en namig, to lahko stori na 2 načina. Odloči se, da bo povedal soigralcu, katere številke imajo v roki. In sicer, na primer, da jaz rečem sedaj temu igralcu, to in to sta dvojki. Sedaj ve, da sta to dvoje dvojki in je to v bistvu potem moja poteza. Pa je potem on na vrsti in na primer meni reče, to in to sta enki. Kar jaz lahko naredim je sedaj seveda to, da si jo dam skupaj, da vem, da sta to dvoje enki. In ker sta to dvoje enki, se na primer odločim, da bom dal dol na skupno polje tole enko. In ja, že smo začeli ustvarjati prvi ognjemet. Seveda, to je sedaj tista moja druga poteza, in sicer igranje kart. Ko igramo karto na polje, se jo položimo sem. In v tem primeru ustvarjamo prvi ognjemet. Vsakič, ko položimo karto sem, seveda potem dopolnimo svojo roko z tem, da vlečemo novo karto, seveda prikrito sebi in sem odkrito vsem drugim. Tako da jo potem na primer dodamo sem zraven, takole. In potem je na vrsti naslednji igralec. Seveda on ve, da je to in to dvojka. In se odloči, da bo na primer potem igral dol to dvojko. In ups, ta dvojka ni iste barve. Kaj se zgodi sedaj? Sedaj se zgodi to, da se aktivira ena strela. Bogovi so jezni, saj smo naredili napako. Ta karta seveda gre na odlagalni kupček. Igralec vleče seveda novo. In je to v bistvu to njegova poteza. Moramo pa povedati, da če se vse 3 strele aktivirajo, igre nemudoma konec in prejmete se seveda 0 točk. No, ker je on naredil napako, sem sedaj
na vrsti jaz in vem, da je še to enka. Tako da potem jaz igram to karto in ja, dejansko je ok. Vlečem novo in je to moja poteza. Sedaj je na vrsti drugi igralec. On sicer ve, da sta bili dvojki in igra še potem to dvojko, ta pa je v bistvu prava, naprimer. In sedaj imamo že tukaj dve. Seveda, pa se lahko igralci tudi odločite, da boste eno karto odvrgli v stran. Naprimer se jaz odločim, da bom to trojko vrgel v stran. Takole. V tem primeru se ponovno aktivira en zvitek in imamo eno možnost več za namig. Ko seveda naredimo to, povlečemo novo karto, tako kot v primeru, da eno karto položimo na ognjemet. Seveda, če nam uspe dopolniti eno polje do konca, torej od 1 do 5, torej da bi sedaj belo polje dopolnili 1, 2, 3, 4, 5 z ognjemeti, v tem primeru bi se tudi aktiviral še en zvitek. Tako je. Zvitke lahko dobite nazaj, ali če odvržete eno karto iz roke, ali če dopolnite eno polje od 1 do 5 z ognjemetom. To so v bistvu te poteze, ki jih kot igralec imate na voljo. Vsekakor je treba pa paziti to, da pač ne odvržete stran kart, ki so že bile uporabljene. Se potem nikakor ne boste mogli dokončati ognjemeta. In včasih boste lahko celo prisiljeni, da morate eno karto igrati, kar vam lahko izsili še določeno strelo. Tega pa se vsekakor morate izogibati, saj to nemudoma konča igro. No, ko že govorimo o končanju igre, kako lahko igro zaključite? No, igro lahko zaključite tako, in sicer, da do 5 spravite vse barve ognjemeta, potem imate tako ali tako legendarni popolni ognjemet, ki vam prinese 25 točk. En primer je bil torej v primeru strel, v tem imate popolnoma nič točk, saj ognjemeta niste uspeli izvesti. Tretji način pa je ta, da zmanjka tegale kupčka. Če zmanjka tegale kupčka, torej ko zadnji igralec povleče eno karto iz tega kupčka, aktivira zadnjo rundo. Zadnja runda pa se konča pri igralcu, ki je vlekel eno karto. Saj potem na koncu tiste runde imate v roki vsi samo še 4 karte. Tako da ena vedno gre v stran, ko jo igrate, in na koncu runde so seveda 4 karte v roki. Lahko jih je tudi seveda več, saj ni nujno, da vsak igralec igra karto iz roke. In ja, to je torej igra Hanabi, čisto na kratko in na jedrnato. Seveda za lažje razumevanje še nikamor ne hodite, ker bomo v nadaljevanju še prikazali primer igranja igre, torej sam gameplay, in verjetno vam bo potem še malce bolj jasno, kako igra v bistvu poteka. Vsekakor igra ni težka, ima pa seveda številne možne variacije, kot sem rekel. Saj lahko dodate še tisti 6. kupček kart, torej barvni, pisani kupček kart, ki vam dodatno oteži delo. Zakaj?
Ker vedno, ko rečete določeno barvo, morate ta kupček vedno pokazati zraven. Zakaj? Ker pač je to pisana barva. Lahko seveda rečete, da je to pisana, tako da to je ena možnost, seveda imaš pa potem še drugo možnost, kjer pač to pisano barvo dejansko uporabite, ta je modra, pa je to tudi modra, na primer. In vam dejansko oteži celotno delo. No, to je v bistvu to. Stanite še z nami in se vidimo čez nekaj trenutkov. Tako, dobrodošli nazaj. Zdaj pa se bomo pogledali, kako igra Hanabi oziroma Ognjen med sploh deluje v praksi. Kot vedno mi bo pomagala Kim. Ja. In kot smo rekli, na 2 igralca, vsak igralec prejme po 5 kart, ki jih seveda ne sme pogledati. 4, 5, tako. 1, 2, 3, 4, 5. Pa sem, tako da, jaz pokažem, pa stran pogledam. V redu. V redu. Pa Kim, boš kar ti začela? Ja. Ok. To, Zvrneš. to in to. Samo malo, nisi zagledal, samo malo, ker sem vrnil tam. Da še kaj. Ok, vse razen to Ja? so enke. Ok. Zdaj je vprašanje, kakšne barve so, ne? Ok, ker je pač vse pa to enka, ena ziher lahko dam dol, takole. In imamo prvi ognjen med. Bom jaz takle obrnil, da se vidi boljše k vam. Tako. In imamo prvi ognjen med. Pa sem jasna. No, jaz sem bil na vrsti, pa je zopet Kim na vrsti. To so še enke. Kaj boš pa ti? Ta je rumena. Ok. Ker si dala na svet, se mora to narediti. Če je pa ta rumena enka, se pa jaz tako odločim, da jo bom dal na blagalni kupček. Takole. Stran. In, kaj se zgodi? Dobimo eno nazaj. Sicer sem jaz prej pozabil še vlečiti, vlečiti eno. Takole. In imamo to. In imamo sedaj, vedno morate imeti v roki 5 kart, če igrate na 2 igralca, oziroma 4, če igrate na 4 ali 5. V glavnem, to je to. Jaz sem sedaj dol igral, pa je zopet Kim. Idem na svet. Ja, ne vem, kaj boš pa. Ja, vrneš. To je tudi enka. Upam, da veš, ki ima še stare. Ja, te so tu, zdaj sem samo gledal zraven. Ok, če je to tudi enka. Domnevam, da ni rumena. Tako da jo igram. In ja, smo naredili pravilno, tako da sedaj že imamo 2. In zopet zvlečem novo karto, gledam sem, da vem, to so še 3 enke. Torej, to so še 3 enke. Si ziher, da so 3 enke? Ne vem. 4, 5. Zdaj si me zmedla. Ja. A pa sta 2 mogoče. Bomo videli. Boš videla, Ja, ne, točno. Ena je še bila prej noter. Ja, eno ste v strani. Eno sem igral, eno sem dal stran. Ja, te so 2. Dobro. V redu. Eno sem dal stran, eno tam. Jaz sem zdaj igral, pa si zopet ti, ne? Ok, vse to boš popravil, to je rdeča. Ne, čakaj, da čakaj, da tako zajebano, da ne zajeba. To je rdeča, torej dam sem. Ja. Domneval sem, da je enka, ki si podarila, da je rdeča. Tako da ja, dobimo enega nazaj. Vlečem jaz ponovno eno. In je zopet Kim.
Lahko podarite se, ja, to je rdeče. Ne piše v pravilih, da ne smete, tako da lahko date podarek. Samo vprašanje je potem, če igralec razume, kaj hoče povedati. Ta karta in ta karta sta obe zeleni. Okej. In ker je rekla, da sta obe zeleni, zato vem, da je enka. Tako da je igram. Evo, pa, ki si dala prej na svet. Moramo to. In zopet lečem novo. Ta vem, da še je sedaj zelena. Jo bom si dal sem raje. Takole. In že imamo 3 ognjemete. Pa je zopet ti. Jaz še sploh nisem prišel na vrsto, da bi dal kakšen nasvet. Ja, ne? Če pa ne vem, kaj sploh še lahko naredim. Ne. Možda je nekaj obvezno narediti. Ne vidim. Ta karta in ta karta so dvojke. To so vse dvojke. Okej. Dala si na svet, ali spet enega. Pa ta karta vem, da je zelena. Ja. Tako da jo potem igram sem. In imamo že dvojko. In zopet vlečem novo. Ja. Tako. Čakaj, kaj je še? Zdaj bo zavljal, kje sem nekaj. Viš, to se časi zapomniš. Mogo si bi bil predstaviti. Tako. Jaz sem zdaj dal dol, tako da si spet ti. No, okej, spet na svet. Ta karta Ja. pa ta karta sta modri. Okej. No, pa ena je ziher enka. Dobro. Hak. Igram? Kaj lahko jaz eno karto vek vržem, da se en tudi klub? Zdaj moraš paziti, da ne boš take vek vrgla, zdaj moraš na blef. No, vidim! Čakaj, no, jaz vlečem novo. Čakaj, to se še rekla, da modra. Tako, bom si dala začetek, jo. Tako, pa si ti. Torej, jaz sem to, da dam tebi na sveta, ali pa da karto igram, nijem nič za nared. Ne? Tako pa karto igraš, ja. Dol sem, ali pa lahko sem igraš na blef. To verjetno nočeš. Nočem, okej. Dobro, samo ena še v igri. Dobro, nisi petke, ker ti so morate resno zguba. Okej. Darek, bom jaz za tebe na svet. Čakaj, eno sem lahko pozabila, ne? Jaz nijem, vredno. Se je brnila? Mislim, da... Okej. Ne, nisem, je to tako. Zdaj si jo ti prekril, tako da te je pravi. Le, to Ja. pa to sta enki. Aha, 5 barv je, Aha, tako da, vržem jaz to stran. okej. In je, da bi še pa nazaj. Pa sem jaz. Kako da ne to tega se vidim. Ja, to pa je za malo težje. Podari. Ono še veš, da je enka, ne? Ja.
Kaj? Ne vem, kako ti reči, to ti ga zdaj povem, da boš razumela. To je problem. Ok, obrnimo. Tota, tota in tota sta zeleni. Ok. Igram toto. Točno, v redu, si razumela? Pa Vlečeš toto je to. še zeleno. Tota je še zelena. Samo toto nisem podarila, ono. Ja. Tako. Pa sem ti igrala, pa sem zopet jaz. Čakaj, toto si še ti rekla, da je modra. Pa podarila si jo po vrsti, tako da jaz domnevam, da je dvojka. Evo, super. Vlečem novo. Pa si ti. Tota je enka. Ja, nisem je podarila, ono tako da. Kako Kako hočeš, no? Tota enka, teda jo dam stran. Ok, v redu. Da se to ti odkrije, ne? Ja. Mislim, sem ti rekel, da je zelena, pa nisem Ja, podarila, ja. Vem, razumem. Ok, pa sem zopet jaz. Da pa strinjam nič, kaj več vidiš, ja. Ja, nič. Dobro. Tota. Ja. Ta tota. Sta rumeni. Igram. Ok. Super. Vlečeš eno. No. Torej, tota je Ne, rumena, zdaj sem pa tota je jaz, pa ja. zelena, ne? Ja. Nepoudarjeni. Ni vedno isto, ne, rečeno. Zdaj sem pa jaz spet, ne. Ti si igrala? Pa sem jaz, kaj ti ne zdaj rečem. Ok. To in to sta trojki. Tota je rumena, tako da te je... Ja. Super. Pa vlečeš novo. Tako. To je trojka. Ja. Ja. Tak. Da sem spet jaz, devet. Čekaj, trojka pa zelena. Ja. Ja, nič, moram ti dati na sviče, ne vem, jaz svojih kar. To pa to sta dvojki. To je zelena, pa je dvojka, torej lahko dam stran. Ja. Pa Pa da dobi še nima. enega nazaj. Pa vlečeš novo. Pa katera sem še ti rekel, da je dvojka? To je Dobro. dvojka. Dobro. Zdaj pa imamo problem, ne? No, ni taki problem, ne? To je štirka. Predvidevam, da je rumena. Zelena. Zelena, kaj si ti rumena? Zeleno, da rajem vedeti, ne? Igrati vam. Igrati jo moraš, ja. Tako, Dvojka. Zdaj spet jaz 9. No, pa počasi brez nasvetov ostala. Ni fajn, ko smo dva na in pol je skozi en, ko podaja na svete, no. Enka. Enka. Te jo dam stran. Ok. To je bilo navadardi od zdaj.
Ušaj se. Ok. Nič moramo spet. To in to so rdeče. To so vse rdeče. Ja. Nisi poslušala? Kaj? Kaj sem ti rekel? To in to. Zakaj jih nisem po vrsti? To? Ja, ne vem, pač kaj boš riskirala? Riskiraj. Kam me žično delaš? Tako. Ja, še eno. Damn it. Nimaš več na svetu? Nimam več na svetu, zdaj pa moram jaz na blef delati. Imam pač torej možnost, da odložim eno karto sem, pa eno karto sem. Zdaj, mislim, da je boljša možnost, da odložim sem. Ampak vprašanje je, če se zdaj odložim napačno, ne, lahko izgubiva možnost ustvariti določen argument. Ok, bom se odločil za tole. Tako. In damo na popa, torej da sem videl. Bom tako naredil, naslednjo. In pa jaz, ne? Pa si zdaj ti, ja. Se odločim, da bom to vrnila stran. Ok, super. Hočeš novo? Ok. Ok. Moram ti dati na svet. To in to so bele. To in to so bele. Igram to. Ok. Vlečeš novo. Čakaj, ko si rekel to, Ne, zdaj to, pa to ja. to so bele. Ja. Pa me čudno gleda. V redu. Ja. To je štirka. Why would you tell me that? Ja, No, in imamo štiri. da smo brez nas. Pa smo brez nasveta seveda. Pa sem jaz. Torej, random stran date. Čakaj, ali to, to. In ja, super. Pač včasih moraš več srečo. Andrej, dala ti na svet. Ja. To je petka. In imamo prvega ustvarjenega, kar pomeni, da dobivamo nazaj eno to. Tako. Zdaj ti zaključen, no? Če za zaključen, ja. Pa si jaz spet, no? Ja. Ti dam na svet. Poslušaj. To, Ja. to in to so trojke. Zdaj pa vprašanje, ali mi hočeš povedati, da so to že gor na polju ali pa niso? Čakaj. Ok. Definitivno tam ni, trojke so. Pa vedno lahko preverite, če imate že svoje trojke tukaj, jih še ni nobene. Trojke sta vedno dve noter. Tako da lahko jaz se odločim, pa dve trojki sta tukaj. Pa ena je tam, ja. Lahko stran vržem. Ali pa jih
uporabim, zdaj pa vprašanje. To in to so trojke. Ampak zdaj imaš tu trojko, pa tu trojko, lahko daš sem. Zdaj pa je vprašanje, kaj naj si tega naredim. Bom stran vrgel tole. Demet. In mislim, da smo zdaj ravno izgubila možnost bele dokončati. Jaz tako tele. Si rekla, to in to so trojke. Moj bog, kak si ti smotan. Ne, mogli smo malo pokazati, kako se zgodi. Ne, nisi ravno Ja, pokazal, sem. da si smotan. Tak. Dobro. Sedaj ne moramo enkrat dokončati, ampak gremo naprej. Kaj veš še ti? Da so se že živeli. To. Igram. To. Ja, ne vem. Šel? To. Jo boš? Ne vem. Igram to. In je, ja. Ne, nič ne, tako novo karto, ja. Pa sem jaz. Torej, to so trojke. To je trojka. In igram. Ja. Pa vlečem novo. Dve sta še zdaj trojki. Reda, kaj si ti? Kako ti me koristi? Ok. To je bilo. Pa vem, da je trojka, torej gre se. Čakaj, pa še ta trojka, dobro. Ok, zdaj pa nemam na svetu, več spet. To vem, da je bela, pa da ne moramo več dokončati, da bom jo vrgla stran. Ok. Mislim, smo zdaj, da eno belo ti dokončala. Ja, ker širk več ni. Še ti ne. Ja, če še imaš kako belo potem, ne, dobiš lahko vedno. Pa sem jaz. To je trojka. Zdaj pa vprašanje, ne. Ali lahko igram še, ali ne. Pa se odloči, na primer, da bom igral. Moj bog, kak si ti zelo ded, kaj si ti spomnil? In sedaj se je to zgodilo. Kar pomeni, ta karta gre sem, ena strela se aktivira, tako da še imamo potem samo dve. Pač se riziko ni izplačal, ne? Jasno. Pa si zdaj ti, ja. Eno še malo, ne? Dobro, da si ti, ja. Ok. To in to Ja, sta enki. ok, če sta enki, ne? V tem primeru se jaz lahko odločim, da dam to stran, dobiva eno sem, pa je Kimi zopet. Pa jaz vlečem novo. Veš, kjera enka? Še? Ne. To je bilo, to da. Ok. Pozabil sem že. Demet. To je bela. Gleda to, da je to bela, ne? Tako da bo stran. In naprej. Ok. Poslušaj me. To, Ja, to Ja. in to so modre. to in to so modre. Da jih vem. Torej so modre.
to ta še enkrat, kako jaz vem. Mhm. Dam stran, dobimo eno sem. Vlečem novo. To so modre, da ne bom mi prišlo. Ok, pasti. Poslušaj me zdaj. Mhm. To in to sta trojki. To in to sta trojki, pa ta je modra trojka. Tako da... Tak. Pa ta je tudi trojka. Ok. No, kar to povreči. Bom karto povlečem. Tak, to je še trojka, se rekla za vse. Se zdaj mogli pa ta trojka. No. To in to sta beli. Ok. Stran. Eno. Pa se tikimi. Čakaj, to se še rekla, ne? To. Aha. Ja, ta je trojka, ona. Dobro. Poslušaj. To. Ja, Oprosti. To ja. in to sta štirki. To in to sta štirki. Pa to je modra štirka, Mhm. tako da gre sem. Vlečem nogo. To je še štirka, se rekla, ne? Ja. Pa to je še ena modra, kako se prav spomnim. Ja. To je pa trojka. Ki veš, kakve barve je. Bele. Ja. Dobro. Pa si ti? Pa nijem moram dati na svetu. Ne. Pa bom šla dveka reči. Ok, v redu. Pa sem jaz. Zdaj si pa rekla. To je še štirka, sem rekla, ne? Ne, to sem rekla, je trojka, pa Ja. bela je. Tak je. Tak. To je še modra, sem rekla. Ja. Vprašanje je kaka modra. Kdo pa je na vrsti, jaz ali ti? Ja, jaz sem zdaj špila, ne, dol, jo. Pa moraš karto potegniti, ne? Moram še eno karto vleči, ja, tako. Pa se zdaj ti, ja. Glede to, da imamo še dva skoraj zaključena, če imaš možnost, ne, Ja, jaz ti bom povedala tem nekaj, ne? Ja. Bom vedela, bom rekla, to je petka. Pa modra je, tako da, evo, smo zaključila, pa dobimo zopet eno to nazaj. Vlečem ponovno novo, pa si ti. Ok. Ti obrnemo to. Mhm. Ti bom rekla, to je tudi petka. In ker je to edina možnost, kaj še je lahko tukaj trenutno, pa da je podarjena petka, je zelena. In spet dobimo eno nazaj, ker smo dokončala zopet eno obmecenje. Vlečem eno karto, in zadnja runda se začne. Tako da jaz, ko sem sedaj vlekel, če jaz začnem, zaključimo eno rundo, potem pa še jaz eno potezo in potem se zaključi zadeva. Ok. Ja. To Ja. je trojka. Torej, edina trojka, kaj še prija poštevja rdeča. In je to to. Konec igre. Ok, kaj zdaj? To je to, sedaj pa kaj so še ostale, ne? So te karte. In sedaj, kako se točkuje zadeva? V tem primeru dobimo 5 točk, 5 končanih. V tem primeru 5 točk. Torej 10, 15, tukaj so samo 3. Je 18, pa tukaj so samo 3, je 21 od v bistvu 25, kar ni tako slabo. Ne. Kar solidno ognjemet. Nekje prav dober. Bi lahko rekli, ne, so malo točno točkovanje, kako se temu reče, kot smo že omenjali, pa je, da se temu reče, če imaš 21 od 25, je v bistvu zelo dobro. Obiskovalci, oziroma gledalci so navdušeni. Tako da ja.
Tako igra sicer poteka v praksi, lahko si dajete, torej, kot ste videli, namige z poudarki. To ni prepovedano. Ampak mora on Samo skapirati, mora ne pač- smeš pa nič specifičnega povedati. Ja, ampak mora pač nasprotni igralec skapirati, da misliš, da on misliš ravno to, kar Mislim, ja, lahko pač razume napačno, ne? Aha, ja, mogoče lahko to vržem stran, kot ste videli mene nekajkrat narediti. ja. In potem se lahko zgodi, ali pa igrate dol, čeprav je mišljeno ravno, da bi moral igrati prav lagalni kupček in potem pač vas doleti strela. Je pa se dalo ali igrati ali pa skupaj. Ja, skupaj pač ne boš. točkujete vse in vse se lepo proti igri igra. Ampak igra vas lahko hitro zafrkne. Ja. Skratka, to je sedaj to. Upam, da koliko toliko razumete pravila. Ostanite še torej z nami za naš zaključek in se vidimo čez nekaj trenutkov. To je bila torej igra Hanabi. Kot ste videli, je preprosta, hitra, potrebno je veliko taktiziranja, veliko mimike, torej veliko pojmovanja, da lahko določeno karto sploh igrate. Saj, kot ste videli, lastnih kart nikakor ne smete videti. To je ravno ta posebnost te igre. Saj je zelo težko, če ne veste, kaj imate dejansko v roki. Vsi drugi vedo, vi pa seveda ne. In to je tista problematika. Kot smo rekli, ima igra številne variacije, tako da jih lahko sedaj še hitro za konec ponovimo. In sicer je to, da lahko potem stopnjo težavnosti malce spremenite. Če torej igra pretežka za vas, lahko na primer, prelahka za vas, se lahko na primer odločite, da igrate potem samo z dvema ali enim nevihtnim markerjem, kar oteži seveda stopnjo. Če vam je seveda pretežka, še vedno lahko dodate tisti eden dodaten marker za namig, tako da lahko tudi olajšate malce zadevo. Imate eno možnost več za namig. Ne radite seveda samo enega dodati. Lahko si vzamete tudi mogoče še kakšne kovančke, torej vzamete evrske kovance, imate številka je to, ono je drugo, lahko dodate več stvari zraven, pač variacij je veliko. Seveda potem imamo pa tako imenovani barvno lestvico, oziroma Farbrausch, kot imajo v nemščini napisano. Torej, to so tiste mavrične karte, ki vam dodajo torej 6. barvo. In v tem lahko na primer rečete, to je barvna karta, torej mavrična karta. To je tudi lahko en dodaten namig potem zraven. Tako da imate potem v tem primeru lahko maksimalno 30 točk, namesto 25. Seveda pa lahko z temi barvnimi kartami otežite zadevo. In sicer tako, da morate za barvno, mavrično karto v bistvu reči eno barvo. Torej ali modro, ali rdečo, ali belo, ali zeleno, ali rumeno. In v tem primeru dejansko dodatno otežite zadevo, saj potem je ta karta dejansko pisana. Morate jo položiti posebej, ampak ne smete jo položiti na katerikoli kupček za drugo barvo. Ne velja torej kot katerakoli druga barva, ni tisti joker, kot bi to rekli. In potem je tukaj dodatno oteženo seveda, ker potem moraš vedeti, aha, to ti je rekel, da je rdeča, potem pa je isto rekel, da je tudi modra. Tako da potem veš, aha, rdeča, modra, da je pisana.
Na tak način lahko potem ugotovite, da gre za pisano barvo. Skratka, variacij je možnih več, lahko si igro otežite, lahko si jo olajšate, kakorkoli pač vam je ljubo. V glavnem, igra je zelo zabavna, hitra, jedrnata in ja, naučite se teamworka nekako. Skratka, to je to za danes. Upam, da ste v naši družbi zopet uživali in da ste se imeli lepo. Vse dodatne variacije, če so še kakšne, verjetno lahko preverite na uradni strani od Abacus Spiele, sicer v nemščini izdal, ne vem točno, kdo je založnik v drugih jezikih. Vsekakor, igra je dobavljiva v marsikateri trgovini, z družabnimi igrami, tudi v Müllerju jo dobite, tako da je dosegljiva, je na dosegu roke in kot vedno vam bomo tudi dali povezave do strani, kjer lahko to igro nabavite, v opisu. In to je to. Uživajte v 2 tednih, ki sta pred vama. Mi se pa vidimo zopet potem čez 2 tedna v še zadnji letošnji oddaji Animoco Tabletop. Kot smo pa že napisali, pa pripravljamo tudi še 2 speciala, vsaj 2, ki bosta spadala sicer k prvi sezoni, saj se nanašajo na določene špile, torej na določene igre, ki smo jih predstavili v prvi sezoni, ampak v tem primeru bomo še dodali še določene dodatke zraven, da vidite, kako dejansko zadeva potem poteka z dodatki. Definitivno je to igra Legendary in definitivno je še to igra Tokaido, Crossroads. Ti 2 stvari bomo še predstavili sedaj potem z razširitvami. Bomo sicer na začetku še povedali, kaj se tiče razširitev, pač kakšne posebnosti so z razširitvami, bomo pa potem večinoma časa namenili samemu gameplayu. Tako da bo malce drugačen format, ampak ja, bo pa seveda posebna epizoda. Skratka, uživajte v poletju tudi, ki je pred vami. In se vidimo naslednjič. Čau!